Dober dan. V današnjem prispevku se bom osredotočil na kmetijstvo. Kot član odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu spremljam dogajanja v tem sektorju zelo podrobno in vesel sem, da lahko s svojim delom in glasom pomagam pri oblikovanju zakonodajnih rešitev, ki koristijo tako kmetom kot tudi uporabnikom kmetijskih izdelkov. V minulem mesecu sem tako v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju v sodelovanju z SEČA, to je Evropsko združenje mladih kmetov, organiziral dobro obiskano okroglo mizo o zamenjavi generacij v kmetijstvu. Aktivno pa sodelujem tudi pri pripravi resolucije o skupni kmetijski politiki 2020, odziv na prihodnje izzive povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem. V njej bo Evropski parlament predstavil svoj pogled na tri možne scenarije, tri možne poti za reformo skupne kmetijske politike, ki jih je novembra lani že predstavila Evropska komisija. Ena od tem, ki bo treba v okviru skupne kmetijske politike nameniti več pozornosti, je zagotovo tudi zamenjava generacij. Mlade generacije so ključne za bolj inovativno in konkurenčno evropsko kmetijstvo. Žal pa je v kmetijstvu malo oziroma premalo mladih. V Evropski uniji je povprečje le 6% kmetovalcev mlajših od 35 let, v Sloveniji pa je ta odstotek celo nižji in znaša manj kot 5%. Za razliko od tega pa je več kot tretjina starejših kmetovalcev, starejših od 65 let. V naslednjih 10 letih se bo tako upokojilo predvidoma 4,5 milijona kmetovalcev v Evropski uniji. Kdo jih bo nasledil? Kaj bi bilo treba narediti na evropski ravni, da bo kmetijstvo postalo bolj zanimivo za mlade, bolj atraktivno? Kateri specifični ukrepi so najbolj primerni in potrebni za mlade kmetovalce? Da bi evropski poslanci dobili informacije o težavah in potrebah iz prve roke, sem zato v sodelovanju z SEČO organiziral okroglo mizo o zamenjavi generacij v kmetijstvu. 12. aprila smo v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslu prisluhnili izkušnjam mladih kmetovalcev iz različnih držav Evropske unije pri prevzemanju kmetij, glede inovacij v kmetijstvu in investiranju v kmetije ter glede izobraževanja in usposabljanja. Razprava je pokazala, da mora postati zamenjava generacij v evropskem kmetijstvu ena od prioritet in da je pomembno to področje obravnavati celovito in združiti z drugimi politikami na številnih področjih. V resoluciji o skupni kmetijski politiki proti letu 2020, ki ima tudi naziv odziv na prihodnje izzive povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem, se poslanci zavzemamo za več stvari. Kot najprej smo za ločeno obravnavo dodeljevanja sredstev za prvi in drugi steber skupne kmetijske politike. Nadalje pozivamo, da naj bo kmetijski proračun Evropske unije v naslednjem finančnem obdobju ohranjen na ravni iz leta 2013. Če se že ne bo povečal. Želimo si tudi, da se ohrani koncept trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva, ter da se več naredi za poenostavitev predpisov in postopkov. Tekst resolucije še ni dokončno izoblikovan. O njej bomo poslanci glasovali predvidoma na mini plenarnem zasedanju meseca junija v Bruslju. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam iz Strasbourga.